Evo, od zdaj naprej, ja, se tale predstavitev snema. Nekaj besed zgolj o skupnem branju, torej na podlagi raziskav vemo, kako ima skupno branje pozitivne učinke na razvoj in pa učenje otrok. Pomembno je tako za socialni in čustveni razvoj, saj izboljša koncentracijo, okrepi medsebojne odnose, otroci lažje pridejo do stika z lastnimi čustvi in s čustvovanji junakov. Poleg tega skupno branje okrepi socialne zmožnosti, empatijo in pa širi obzorja. Hkrati pa seveda zelo, zelo pozitivno vpliva na razvoj govora in opismenjevanje, saj krepi besedišče, spodbuja metajezikovno zavedanje, uri sposobnosti branja in pripovedovanja. Zdaj, da bi res to skupno branje bilo kar se da učinkovito, je seveda fino, če je branje kar se da doživeto, saj potem otroci lažje sledijo. Branje naj bo tudi dialoško in interaktivno. To pa izgleda nekako tako, da tekom branja otrokovo pozornost usmerjamo na samo branje. To pa počnemo tako, da denimo poimenujemo določene predmete ali osebe v ilustraciji. Med branjem, če opazimo, da otrokom že malce popušča koncentracija, jih lahko njihovo pozornost ohranjamo z pozivi, kot so poglejte ali pa pokažite mi ali pa kje se nahaja določen junak v tistem trenutku, denimo škrat ali pa kje je babi in tako naprej. Hkrati pa je po branju zelo dobrodošlo, če postavljamo vprašanja, in sicer so zelo pomembna tudi odprta vprašanja, kot so kaj, zakaj in kako, saj s tem, ko ponujajo več možnih odgovorov, otroke hkrati spodbujajo k aktivnemu razmisleku o tem, kaj so pravkar slišali. Seveda pri delu z mladimi bralci, še posebej v predšolskem obdobju, ne operiramo z literarnovednimi pojmi in kategorijami. Zdaj tule sem samo vmes prebrala, da ni zvoka. Zdaj, če slučajno kdo ima težavo z zvočnim oziroma da ne sliši, si mora morda kje vklopiti zvok na lastnem računalniku. Zdaj upam, da me vsi ostali slišite, no, da je to zgolj osamljen primer. Če ne, pa bi prosila, da tudi napišete v tale chat zgoraj, da se nekako lahko to težavo naslovi. Skratka, za predšolske otroke je primarni, tule sem bila, pri delu z mladimi bralci torej ne operiramo seveda z literarnovednimi pojmi in kategorijami, ampak spodbujamo skozi igro mehanizme prepoznavanja določenih značilnosti besedil. Da pogledam, skratka, večina me sliši, tako da verjetno bi morali pogledati nastavitve na vašem računalniku, če imate kje možnost, da se pridružite z vašim mikrofonom in zvočnikom. Običajno je ta opcija in potem se običajno sliši. Torej, za predšolske otroke je primarni način učenja, kot vemo, igra. Skozi igro se učijo novih besed, razvijajo in urijo svojo jezikovno zmožnost, postavljajo se v različne govorne položaje in vloge, kar vemo, da je kasneje tudi zelo pomembno pri besednem zakladu, grajenju besednega zaklada in tako naprej. Zdaj, branje leposlovnih slikanic je seveda nekoliko specifično, ker je ob besedilu bistven tudi likovni izraz. Zato je zelo, zelo pomembno, da otroci ob branju sledijo tudi ilustracijam. Seveda drugače je, če recimo beremo doma svojemu otroku, ker recimo imamo manjše število otrok okoli sebe, ali pa v vrtčevskih skupinah, kjer je otrok več. Zato vam mogoče predlagamo, da otroke razdelite v 2, 3 ali več manjših skupin, pa se potem nekako berejo druga za drugo in ostale skupinice pa medtem že delajo recimo naloge v ustvarjalnikih ali pa se lotijo kakšne gibalne igre ali kaj takega. Zdaj, smisel tega je, da se lahko potem te manjše skupinice otrok usedejo v krog okoli vzgojiteljice, ki v rokah drži knjigo, in si na ta način vsi ob branju lahko ogledajo tudi ilustracije. Slikanica je namreč multimodalno delo, kar pomeni, da bralca nagovarja z 2 kodoma sporočanja, in sicer z verbalnim in pa likovnim polom, in na ta način poskrbi za razvoj tako bralne kot vizualne pismenosti, zato je zares zelo, zelo pomembna.
In seveda, ko se z otroci potem pogovarjamo o knjigah, je dobrodošlo, če analiziramo tako likovne kot tudi književne sestavine slikanice in pa interakcijo med njima. Zdaj, kako bi to storili? Poglejmo kar na konkretnem primeru slikanice Moja babi Jana de Kinderja. Zdaj, verjetno ste se slikanice nekateri vsaj tudi že lotili, no. Kot vemo, slikanica opisuje topel in naklonjen odnos med vnučko in njenimi starimi starši in seveda kot taka prinaša obilo iztočnic za pogovor z mladimi bralci, tako o družinskih odnosih, vezmi med sorodniki, čustvi, razpoloženji in tako naprej. Slikanica se tudi učinkovito poigrava s pričakovanji bralca, saj nekako ves čas mislimo, da v bistvu babice ni več, da je nekako v ozadju neka žalostna tema, glede na to, kako jo dedek pogreša, no, potem pa pride do ključnega preobrata in babica z neba prileti s padalom, kar mislim, da zares preseneti slehernega bralca. Ne le zaradi tistega prej, ker smo mislili, da v bistvu babice ni več, pač pa predvsem zato, ker babica prileti z letalom in verjetno to ni poleg kvačkanja in kuhanja ena izmed primarnih dejavnosti, ki se jih lotevajo babice, če se malo pošalim, ampak vendarle tudi takšne babice obstajajo. Zdaj, pri analizi slikanice je seveda bistven pogovor. Kot izhodišče za pogovor z mladimi bralci vam lahko služi že naslovnica in vezni listi, ker običajno na naslovnico kar malo pozabimo, ampak v resnici se tam tako v besedi kot v sliki nahaja veliko informacij, ki bralcem že povedo, kje se bo zgodba odvijala, kdo bo v njej nastopal in kakšno bo osnovno razpoloženje. Zdaj, ker otroci seveda še ne berejo v tem predšolskem obdobju, jih lahko uvodoma povabite, da skupaj preberete ilustracije. In začnite tako, da najprej slikanici podelite naslov. Seveda samo s tem, da si ogledajo naslovnico, kako bi dali naslov tejle slikanici. Morda jih potem opozorite še na to, ko jim enkrat preberete naslov, če so opazili, da babice pravzaprav ni na naslovnici. Skratka, naslovne junakinje na naslovnici ni, le kje je. Kot rečeno, naslovnica pa prinaša informacijo o kdo, kaj, kdaj in kje. Skratka, spoznamo že nekaj likov, ki bodo nastopali, in sicer glavni in stranski lik, to sta vnučka in njen dedek. Spoznamo kaj, vidimo skratka neko osnovno dejanje in stanje, skratka književni osebi zreta v nebo, le zakaj in tudi kje. Spoznamo osnovno prizorišče, vidimo, da se bo odvijalo nekje ob morju. To nam povedo tudi tile galebi, ki jih vidimo, in pa seveda morje. Pomemben je tudi čas, in sicer tule ta prizor se odvija ob sončnem zahodu. Seveda o vsem tem lahko povprašamo mlade bralce, recimo, kaj mislite, kdaj se odvija in tako dalje. Torej, kot sem že prej omenila, no, še preden otrokom preberete slikanico, jih lahko povabite, da skupaj preberete ilustracije. Otroci naj si pozorno ogledajo vsako stran posebej in potem poskušajo sestaviti kratko zgodbo, samo na podlagi vizualne informacije. Zdaj, zgodba je tu zelo pogojno rečeno, pravzaprav bodo otroci verjetno, ko jim boste takole listali slikanico, opisali recimo samo vidimo deklico, ki se pelje na rolki, vidimo deklico, ki gleda dedka, ki stoji na palubi ladje in tako dalje. In to je odlično. S tem smo v bistvu že dosegli svoj namen, otroke smo spodbudili prvič, v njih smo vzbudili radovednost glede same zgodbe, drugič smo jih spodbudili, da sami samostojno pripovedujejo na podlagi ilustracij, kar je vse zelo, zelo dragoceno. V nadaljevanju lahko otrokom potem kažete ilustracijo eno za drugo in jim prepustite povsem prosto pot pri interpretaciji. Tukaj v resnici ni napačnih odgovorov. Bistveno je, da vsi otroci pogumno pristopijo k temu, da dobijo neko samozaupanje, da skratka branje in knjige niso nekaj, kar je postavljeno na nedotakljivi piedestal, ampak da do tega lahko pristopajo in tudi o tem svobodno pripovedujejo, se igrajo, ustvarjajo in tako dalje. To vašo vizualno pripoved lahko seveda tudi zapišete in potem, ko preberete še knjigo, jo med seboj primerjate.
Kot rečeno, no, pri delu z otroci seveda ne boste operirali s temi literarno-vednimi kategorijami, pa vendar je dobro čisto za v bistvu vaše delo s slikanico, če se zavedamo teh osnovnih reči. Recimo temeljna tema je seveda kategorija otroštva, otroško doživljanje in pa igra. Zdaj zgodba je po tej klasični tipologiji kratka, realistična, sodobna pripoved z otroškim glavnim likom. Protagonistka oziroma glavna junakinja je vnučka, stranski literarni osebi pa sta odrasli osebi, torej dedek in babica, ki glavni junakinji predstavljata varnost in v slikanici je opisana močna emocionalna vez med liki, ki, kot rečeno, predstavlja odlične iztočnice za pogovor z mladimi bralci. Torej z vašimi otroki se lahko pogovorite tudi o družinskih odnosih in pa sorodstvenih vezeh. Recimo narišite družinsko drevo ali pa še bolje povabite otroke, da to storijo doma s svojimi starši in ga potem na kratko predstavijo v vrtcu. Lahko vse skupaj opremijo tudi s fotografijami, ki jih potem lahko obesite tam, ki v kakšen kotiček v vaših igralnicah. Slikanica spodbuja tudi pogovor o različnih načinih preživljanja prostega časa, na primer o športnih aktivnostih, o igri, o tem, kaj radi počnejo, kaj se radi igrajo morda s svojimi starimi starši, ali radi z njimi obujajo spomine in tako dalje. Kot vemo, je opismenjevanje in pa odnos do knjig, z odnosom do knjig zelo povezano tudi to, koliko se v branje vključi domače okolje, tudi družinsko okolje. Zato se mi zdi fino, no, da se tudi na ta način preko pogovora o samih temah knjig nekako otroke poveže, branje poveže tudi z domačim okoljem. Otroci se lahko igrajo tudi igro vlog, recimo jih vprašate, kaj reče babica, in vsak od otrok se postavi v vlogo babice in pove en stavek, ki ga babice po njihovem mnenju najpogosteje izrečejo. Lahko se pogovorite tudi o različnih človeških značajih, razpoloženjih in čustvih. Na podlagi tega lahko otroci potem opišejo svoje stare starše. Vsakega otroka lahko povabite, da nariše obraz svoje babice, in da bo vidno, da je takrat vesela in kako bi izgledal njen obraz, kadar je žalostna. To je namreč zelo pomembno, ne le za prepoznavanje seveda čustvenih stanj drugih, ampak predvsem prepoznavanje lastnega čustvenega stanja. Zdaj otroci v predšolskem obdobju se jim v bistvu te povezave s predfrontalnim režnjem v možganih šele vzpostavljajo, tako da je zelo, zelo pomembno, da se v prvi vrsti naučijo na podlagi izrazov na obrazu prepoznavati, za kakšna čustva gre. Otroke lahko denimo tudi povprašate, v kolikem času se odvije zgodba, lahko izpostavite razliko s klasičnimi pravljicami, ki se recimo začnejo z besedami: pred davnimi časi se je za toliko in toliko gorami in vodami. In v bistvu s tem nekako prikrito pozornost bralcev usmerite na to sintetično dogajalno linijo in pa na čas dogajanja. To so kar pomembne v bistvu literarno-vedne teorije, ki nam pridejo zelo prav, ko razmišljamo o določenih zgodbah. Kot rečeno pa v pogovoru z otroci to storite s preprostimi vprašanji, ampak vendarle, ko jih boste to vprašali večkrat, bodo otroci sami od sebe pri branju postali, pri kasnejšem branju, ko bodo seveda sami znali brati, bodo postali pozorni na te reči in tako jim pomagamo pravzaprav analizirati zgodbe in se tudi zavedati, recimo, katere zgodbe so kakovostne, katere zgodbe so domišljene in tako dalje. Otroke lahko tudi vprašate, kako vemo, da se zgodba ne odvija pred davnimi časi, na podlagi katerih vizualnih podatkov v slikanici Moja babi ali pa tudi besedilnih bi lahko zaključili, da se zgodba odvija v sodobnem času. Tako mlade bralce ozavestimo torej glede dogajalnega prostora in časa. To je sicer neimenovani kraj ob morju, dogaja se v sodobnem času, kot vemo tudi recimo iz barke, iz rolke in tako dalje. In seveda pomemben je tule dogajalni prostor tudi zato, ker se načeloma vsi otroci zelo radi spominjajo svojih morskih pustolovščin.
Zato jih lahko povabite tudi, da pripovedujejo o tem. Poletja se tako in tako radi spominjajo, saj so takrat več časa doma ali na počitnicah, tako da mislim, da tem za pogovor ne bo zmanjkalo. Povprašate lahko tudi otroke, kdo pripoveduje zgodbo, in s tem njihovo pozornost usmerite na kategorijo besedila, kot je pripovedovalec ali pripovedna perspektiva, ker deklica pač pripoveduje v prvi osebi, torej ona je pripovedovalka. Zdaj bi pa samo še čisto na kratko povedala malo o obravnavi slikanice v ustvarjalnikih. Torej, verjetno upam, no, da ste dobili v obveščevalniku tole obvestilo glede lažjih nalog za vrtce, ki jih najdete na spletni strani www.nasamalaknjižnica.si, in sicer tule pod dodatno gradivo. Bo čisto na dnu zavihek dodatne naloge za vrtčevske otroke, potem kliknete tukaj in se vam odprejo te lažje različice nalog. Kako pa veste, katere naloge imajo lažjo različico v ustvarjalniku, bodo imele te naloge ob številki zvezdico. Torej, v ustvarjalniku je pa prva naloga vaja v poslušanju in torej vabi tudi k premisleku o različnih osebnostnih lastnostih, razpoloženjih in pa čustvih. Druga naloga vabi k pogovoru. Potem je tretja naloga je gibalna vaja, kot vemo, in tudi kot že rečeno, v tem starostnem obdobju se otroci najbolje odzivajo na informacije, ki jih dobivajo preko igre, in si jih tudi najbolje zapomnijo. Gibanje pa je tako in tako pomembno in se mi zdi super, da se pokaže, kako se pravzaprav lahko branje in pa ustvarjanje na temo knjig razteza na najrazličnejša področja življenja, med drugim tudi na telovadbo. Četrta naloga je vaja v osredotočanju in natančnem opazovanju, namreč morajo poiskati in obkrožiti eno od teh deklic, ki je drugačna od drugih. Peta naloga med drugim načenja vprašanje skrbi za okolje. Kot vemo, je to vprašanje v sodobnem času zelo pereče in bo za te generacije otrok še toliko bolj pomembno. Zdaj, v tole ilustracijo v ustvarjalniku so dodane seveda razne smeti, ki tja ne sodijo, če pa primerjate potem to ilustracijo s tisto iz knjige, na kateri smeti ni, lahko otroke povprašate, v čem se razlikujejo, v čem se ilustraciji razlikujeta in kaj se je po njihovem mnenju zgodilo in zakaj to ni prav, kako bi se dalo to preprečiti, morda poveste kaj o možnosti čistilnih akcij in tako dalje. Šesta naloga otroke poziva, da se aktivno vključijo v svobodno ustvarjanje in izmišljevanje zgodbe. Namreč tule je samo na praznem polju babica, ki leti s padalom, in zdaj si morajo otroci zamisliti, kam bo pristala, ko bo pristala na tleh. Sedma naloga je vaja v pripovedovanju, ki je seveda zelo pomembno. Pripovedovanje namreč in obnavljanje zgodb je zelo pomembno tudi za kasnejše opismenjevanje. Osma naloga, otroke vabi k ustvarjanju po navodilih, skratka, pobarvati morajo ladjo po navodilih, ki sledijo. Deveta naloga je vaja v povezovanju slike z besedo. In tudi tule lažjo različico naloge lahko najdete na spletni strani www.nasamalaknjižnica.si. Potem je pa seveda tule nagradna naloga, k katerim ste zelo, zelo lepo vabljeni, saj si z njimi lahko prislužite lepe knjižne nagrade. No, tale konkretna nagradna naloga pa vabi k pogovoru v družinskem okolju. Vabi tudi, da nam pošljete potem fotografijo plakata ali kolaža spominov in si skratka prislužite lepo knjižno nagrado. Pa da ne bi slučajno mislili, ker toliko šol sodeluje, saj vrtci nimamo šans, seveda imate, ker imamo posebno kategorijo za vrtce, tako da vsak mesec nagradimo tudi eno vrtčevsko skupino. Zato vas še enkrat lepo vabim, da mi pošljete tele vaše izdelke, ki jih pa tudi sicer dobivam v kar velikem številu. Tako da vidim, da z veseljem ustvarjate. Tole sta zgolj dva primera, kako so se pač lotili v vrtcih ustvarjanja na temo slikanice Moja babi. Zdaj bi pa prosila še gospo Amando Rekar iz vrtca Škofljica, ki je pripravila kratko predstavitev vpeljave projekta v njihovem vrtcu in kako so se lotili določenih slikanic. Pa bi morda prosila, če lahko kar delite z nami zaslon. Upam, da bo šlo, no, saj tele
Pozdravljeni In pa najprej. še verjetno si boste morali mikrofon prižgati oziroma dati na glasno. Bom pogledala, aha, tudi. A me slišite? Ja, zdaj pa jaz vas ne slišim, no to je pa hecno. Gospa Amanda, že govorite, namreč zdaj pa jaz ne Ja. slišim tele vaše. A ostali me slišite? Ja, okej. Slišimo, Slišimo. nekaj. Bom še malo počakala. Se slišimo zdaj? Mislim, da. Ja. Zdaj pa mislim, da se bo, upam, da se zdaj slišimo. Ostali pravijo, da me slišijo. Ja, tako da- očitno sem jaz imela tule. No, velja. Najprej lepo pozdravljeni. Res je, mi smo prvo leto vključeni v projekt naše male knjižnice. Ta projekt nam je bil zelo zanimiv in smo veseli, da smo se mu pridružili. Jaz bom pa zdaj čisto na kratko predstavila malo, kako ta projekt poteka pri nas. Takole. Mi smo vrtec Škofljica, v letošnjem letu sta se priključili skupini Polžki, stari 3 do 4 leta, in skupina Žabice, stari 5 do 6 let. V vrtec se nam je v letošnjem letu pridružila tudi deklica, ki je močno slabovidna, zato je v bistvu bil ta projekt kot nalašč za nas. Ko smo gledali, katere slikanice so vključene in njihove rdeče niti, nas je pritegnila zgodba o Timčku. In tako se nam je utrnila zamisel, da bi v bistvu lahko na tak način ostalim otrokom predstavili svet slabovidnosti. Tako da v bistvu to je bila neka naša ta prva stopnička, ko smo rekli, da bo super za našo skupinico. V naši mlajši skupini ta projekt izpeljujemo v bistvu kot celomesečni projekt. Torej, ena knjiga, pri nas dejavnosti potekajo skozi cel mesec, a ne, vključujemo pa različna področja dejavnosti. Na primer, najprej bom začela s knjigo Deklica in mesto, to je bila pač prva knjiga, ki smo se jo nekako lotili. Otroci so ustvarjali na različnih področjih, torej likovno, jezik, matematika, pač vse smo poskušali notri vpeljati. Ker to je naša zelo majhna skupinica, sem imela kar nekaj dela, da sem se v bistvu pripravila, kako jim na neki njim razumljiv način predstaviti, a ne. Še ne rišejo niti tako dobro, a ne, da bi pač ti izdelki izgledali pač popolni, ampak za nas je bila tale zgodbica res super izkušnja. Otroci so najprej risali hiše. Kako smo sploh prišli do tega, kako se hiša nariše? Vidite tukajle v spodnjem delu, da dva dečka rišeta na tablo kvadrate. Tako smo vpeljali tudi v bistvu del matematike. Potem so otroci barvali in z različnimi tehnikami lepili te hiše in pač na ta način ustvarjali neko rdečo nit zgodbe. Kot vidite na tejle fotografiji, najprej sivo mesto, potem pisan gozd in potem je pač to sivo mesto postalo mesto barv. Takole smo dali pa še zraven staršem tudi knjigo, v bistvu sprintano, skupaj speto, da so si lahko tudi oni predstavljali. Ja, Tako. gospa Amanda, samo en trenutek, mislim, da Ja. se tale projekcija ne premika, mogoče, če bi samo na tisti, zdaj pa ne vem. Bom ustavila pa še enkrat poskusila, prav? Aha, okej. Okej.
Da jo tako pusti včasih, tako gre. A tako jo vidite? Ja, vidimo jo, edino mogoče, če Mhm. greste toliko dol do teh fotografij oziroma tisto, ja, tako, evo, super, zdaj smo pa Bo- tule. Ja, bom pa rajš tako pustila, mogoče bo Odlično, hvala tako lepa. boljše. No, tako, kje smo ostali? No, tako smo v bistvu zunaj na oglasni deski predstavili pač ta naš projekt in ta cel projekt so spremljali lahko tudi starši, a ne. Torej pri nas ta dejavnost s to knjigo ni trajala en teden, pač pa kar en mesec ali pa mogoče celo več. Ogledali smo si recimo tudi gosti v teh jesenskih barvah. Preizkusili so se otroci v razumevanju navodil, kot je bila tudi podana naloga v tem pač ustvarjalniku za vrtčevske otroke. Malo smo prilagodili, ker se nam je zdelo, da je tudi še to mogoče prezahtevno za toliko stare otročke. Potem recimo tudi na tej sliki, ko je deklica, smo ustvarili nek pladenj z mus gumo, kjer smo razrezali na različne koščke in so otroci sestavljali potem tudi hiške. Tako. Potem naslednja slikanica, Tinček. No, to je pa ta slikanica, ki nas je res v bistvu prevzela. Ta naša deklica je zelo močno slabovidna in tudi otrokom smo mogli na nek način pač razložiti, ne, kaj pač je s to deklico. In preko socialnih, najprej smo si knjigico prebrali, a ne. Preberemo jo večkrat, otroci jo zelo radi poslušajo, sploh izvirne ilustracije jih močno pritegnejo. Igrali smo se potem socialne igre, kdo se skriva pod odejo. Otroci so imeli recimo priložnost si nadeti prevezo skozi oči in potem se igrati, ustvarjati, tudi iti na sprehod, a ne. Tudi Tinčka smo barvali in zraven risali, kaj se je ta Tinček slišal, ko pač ni videl, a ne. Tako, potem pa slikanica Ujel sem škrata. To slikanico smo obravnavali v mesecu decembru. Lotili smo se na nekakšen način, da smo seveda šivali škratka za pač izmenjavo, a ne, z drugim vrtcem. Potem, da so se otroci preizkusili v fini motoriki in v šivanju, kar je bilo pač za njih čudovita izkušnja in so pač zelo radi sodelovali. Potem so reševali nalogice in tudi v bistvu neko sodelovanje s starši smo izvedli na malo drugačen način, da nam je pač ta škratek pripravil različne naloge, katere so mogli otroci in starši skupaj rešiti. Potem pa knjigica Kje se skriva Lucijan, tukaj sem pa dala v bistvu starejše otroke, kako so pač, na kakšen način so oni obravnavali zgodbico, kjer je pa pač drugače, a ne, kot pri nas mlajših, so pa bolj se posvetili reševanju ustvarjalnika, zelo so delali veliko na pripovedovanju, tudi strip so izdelovali. In njihov bralni vlakec že, to je samo delček, njihov bralni vlakec se že razteza v bistvu po vseh stenah njihove igralnice. Zdaj imam pa tukajle še sodelavka je z mano delila neki posnetek reševanja tega stripa, pa mogoče samo slabo minutko si lahko pogledamo.
No, takole, to je en tak utrinek, upam, da ste slišali, no, da se je slišalo. Pač otroci res zelo radi ustvarjajo v Nič se tem. ni slišalo. Aha, ni? Nič se ni slišalo. Aha. Ja, No. zdaj tule, jaz ne vem, kako bi to rešili lahko. Ja, mislim, da je to tudi stvar malo posnetka, ker vi delite Mogoče. zaslon, tudi jaz ne morem na to vplivati, ampak saj mislim, da smo Aha. vsi dobili občutek o tem, da se pač otroci zelo zabavajo, ko tole te zadeve rešujejo v stripu. Morda potem lahko mi naknadno tole pošljete, pa lahko zainteresiranim potem delim. Zdaj sem vas spet prekinila, tako da ja, kar Nič hudega. nadaljujte. No, želeli smo samo prikazati v bistvu način, kako res otroci uživajo v tem ustvarjalniku. Res pač se urijo v pripovedovanju, sploh se mi zdi starost od 5 do 6 let, lahko še toliko več potegnejo iz samih pravljic, sploh s takšnim sporočilom, kot jih nosijo vse te pravljice v vašem projektu. Slikanici oziroma pravljici Moja babi in zvok še nismo obravnavali, jih še bomo do konca šolskega leta, ampak se pravim, taka fajn izkušnja, sploh sama v skupini 3 do 4 sem si vzela pač ta projekt kot neko rdečo nit našega šolskega leta in preko te rdeče niti potem lahko pokrivamo čisto vsa področja dejavnosti, jih lahko vpeljemo. Nosijo pa zelo veliko sporočilo, no. In se mi zdi, da na tak način jih otrokom lahko približamo, da pač jim je zanimivo, da jim je prijetno in se zagotovo še udeležimo vašega projekta. To je to na kratko. Ja, najlepša hvala za tole odlično predstavitev. No, res lepo je slišati, da ste v bistvu iz slikanice Tinček tudi, da je bila vam tako na tak način pisana na kožo, no, da ste dejansko se lahko znotraj skupine posvetili tudi pogovoru o različnosti in tako naprej. In pa seveda lepo je slišati, da lahko sodelujete tudi že z otroci starimi od 3 do 4 leta. Seveda potem vsebine nekoliko prilagodite, ampak vendarle se mi zdi to kar zelo dragoceno. No, zdaj pa bom jaz ponovno delila zaslon, upam, da vsi vidite. Tule se je nabralo kar nekaj komentarjev vmes, verjetno tudi nekaj na račun raznih tehničnih zahtev tele predstavitve. No, pa gremo mi kar naprej, in sicer slikanico Ujel sem škrata. Zdaj, mislim, da ste se te slikanice v bistvu lotili pravzaprav že skoraj vsi. Slikanica, kot vemo, opisuje nenavadno interakcijo med dečkom in pa znanim pravljičnim oziroma bajeslovnim bitjem, škratom, ki pa se po značaju kar precej razlikuje od sorodnih pravljičnih bitij te vrste. Če recimo pogledamo škratke pri Sneguljčici, so izjemno dobronamerni in delavni rudarji, ki pač vzamejo tisto deklico Sneguljčico pod svoje okrilje. No, tale naš škrat, pa že ko ga vidimo na naslovnici, nekako mrko gleda, usta navzdol, le kaj je z njim? No, in potem uvod v branje slikanice je ponovno lahko pogovor. In spet, seveda, ob vsaki slikanici nekako se je lahko lotite na podoben način, recimo, katere informacije prinaša ilustracija na naslovnici in pa kaj o škratu sporoča ilustracija na zadnji platnici. Otroke lahko povprašate, zakaj je po njihovem mnenju škrat v kozarcu, in pa jih opozorite na škratovo razpoloženje. Zdaj, če pogledamo že na naslovni strani, se škratu vidi, da je nekako slabe volje, no, na zadnji platnici je pa takole s temi očmi še posebej slabe volje in seveda jih lahko povprašate, zakaj je po njihovem mnenju tako. Torej, naslovnica ponovno prinaša informacije o kdo, kaj in kje. Torej, na naslovnici vidimo glavni stranski lik, ki je škrat, oziroma lahko bi tu bil tudi glavni lik. Ravno prej sva se s kolegico pravzaprav pogovarjali, kdo je po najinem mnenju tule glavna in stranska oseba. Nekako sta verjetno dve glavni osebi, in sicer protagonist deček, skozi katerega oči in besede poslušamo zgodbo, in pa seveda škrat, ki je navsezadnje tudi na naslovnici in ki pravzaprav kroji potek celotnega dogajanja.
Na naslovnici izvemo tudi, kaj, se pravi to dejanje ali stanje, ki ga naslovnica prikazuje, je to, da je škrat zaprt v kozarcu. In vidimo tudi prizorišče, in sicer je nekje na mizi ali na neki polički. In to med drugim namigne tudi na škratovo velikost oziroma majhnost. In lahko otroke povprašamo, kaj mislite, koliko velik je junak na sliki. Tudi tukaj lahko otroke povabite, da skupaj preberete samo ilustracije, skratka, da si ogledajo vsako ilustracijo posebej in poskušajo sestaviti kratko vizualno pripoved, oziroma bolj, da opišejo posamezne prizore. Kot vemo, je tale slikanica v bistvu na zelo poseben način ilustrirana, no. Že na prvi strani so tiste razbito steklo pa spuščena žoga in tako naprej. Najverjetneje bodo otroci predvsem opisovali te prizore. Še vedno pa tudi tu lahko te opisani prizore opišete in jih potem lahko primerjate z zgodbo. Zdaj, temeljna tema zgodbe je, v bistvu opisuje pravljično bitje v sodobni reinterpretaciji. To se mi zdi, da je nekako v sodobni mladinski in otroški književnosti kar priljubljeno, no. Seveda je pa važno, na kakšen način je to storjeno. Tukaj se mi zdi tale škrat res zelo, zelo izviren, originalen in nenavaden lik, o katerem se tudi da kar veliko pogovarjati, hkrati o razpoloženjih, o odnosih, o čustvih in tako naprej. Zdaj, zgodba je po tipologiji kratka, fantastična sodobna pripoved z otroškim glavnim likom. Protagonist je deček ali pa tudi škrat, in stranski literarni lik je škrat in pa sosedov brezrepi maček Anžej. Z mladimi bralci se lahko pogovorite o pravljičnih bitjih in recimo, kako se tale škrat razlikuje od drugih škratov, ki jih poznamo. Lahko načnete temo o tem, kaj najraje počnejo doma in s čim se najpogosteje igrajo. Kot vemo, je deček, preden je zalotil tam v garaži škrata, je sestavljal neki stolp. Vemo, da se recimo rad žoga, da rad riše, in to vse izvemo na podlagi ilustracij, a ne. V besedi oziroma z besedami ni o tem povedano nič. In na vse to lahko opozorite tudi otroke. Tudi tu je dobrodošlo, če se igrate vloge, recimo, da se postavijo otroci v vlogo škrata in povedo, katera hrana bi jim bila najbolj všeč, če bi jim jo deček postregel v kozarec. Kot vemo, je bilo škratu najbolj všeč špagetek z omako, no, kaj pa bi bilo všeč otrokom. Tudi tu se, kot rečeno, lahko pogovorite o različnih značajih, razpoloženjih in čustvih. Otroci si naj pozorno ogledajo ilustracije in na podlagi česa vemo, kakšne volje je škrat. Kot vidimo, tule je res obilo ilustracij in na vseh nam škrat tako z očmi kot tudi z usti in drugo obrazno mimiko sporoča, kako zelo nesrečen je nad svojim položajem v temle kozarcu. Z mladimi bralci se lahko pogovorite tudi o tem, v kolikem času se odvija zgodba, in jih ponovno nekako njihovo pozornost usmerite na to sintetično dogajalno linijo in pa na sodobni čas in na samo prizorišče dogajanja zgodbe. Povprašate jih lahko, kdo pripoveduje zgodbo in kaj ima deček rad, koga ali česa ne mara. No, in če smo ravno pri tem, česa ne mara, vemo, da ne mara sosedovega brezrepega mačka Anžeja. In zagotovo ni otroka, ki bi šel lahko mimo teh dveh ilustracij, brez da bi povprašal, kaj je zdaj to, a ne, zakaj je tale maček tule takole skorajda nevarno izgleda in slabe volje. Vsaj obe moji hčeri me čisto vsakokrat, ko pač prelistamo tole, me povprašate o tem, torej verjetno so tudi pri vas otroci tole opazili. In ravno takšne ilustracije, no, so dobrodošle za načenjanje pogovorov o različnih značajih, razpoloženjih, odnosih in tako dalje. Zdaj, kako smo obravnavali slikanico v ustvarjalniku? Seveda smo se tudi tukaj trudili dati kar se da raznolike naloge, ki razvijajo otrokove sposobnosti na različnih področjih. S tem med drugim jim v resnici želimo dati sporočilo, da je branje in pisanje pomembno za čisto vsa področja njihovega življenja, ne glede na to, ali bodo matematiki, fiziki, fotografi, pisatelji ali pa, ne vem, karkoli pač, s čimerkoli se bodo ukvarjali, računalniški programerji nenazadnje.
V vsakem primeru bodo morali znati komunicirati, bralna pismenost je seveda ključ do uspeha na vseh področjih, no in na ta način smo zastavili tudi naloge v ustvarjalnikih. Prva naloga je kot običajno naloga v poslušanju, vprašanja, ki se pa nahajajo spodaj, pa so namenjena predvsem temu, da so otroci ob poslušanju še toliko bolj zbrani, in da si določene informacije, ta vprašanja jim seveda lahko preberete že vnaprej, preden preberete zgodbo, zato da so otroci potem na te informacije že med poslušanjem zgodbe še posebej pozorni. Druga naloga otroke vabi k ustvarjanju. S tem, ko izdelajo osebno izkaznico, jih opozorimo na pomembne podatke, s katerimi izkazujemo lastno identiteto, se pravi ime, priimek, tudi naš naslov, kraj rojstva in tako dalje. Morda jih ob tem tudi opomnimo, da naslov je seveda dobro vedeti vedno in ga morda tudi imeti v kakšnem žepku. Če se slučajno kdaj izgubijo, jim bo ta informacija prišla zelo, zelo prav. Tretja naloga je vaja v pisanju. Tudi tu lažjo različico naloge najdete na spletni strani www.nasamalaknjižnica.si. Četrta naloga, skratka zdaj to ta lažja verzija, otroke vabi k igri Anžej lovi škrata. To je taka luštna gibalna igra, ki smo si jo zamislili, no, sicer pa za tiste starejše starostne skupine otrok pa seveda se lahko lotite tudi tele četrte naloge, ki pa v bistvu, s pomočjo katere pa lahko štejete, tudi se že ukvarjate z osnovami seštevanja in na splošno s prepoznavanjem številk. Peta naloga je vaja v natančnem opazovanju, torej tule morajo otroci najti dva škrata, ki sta popolnoma enaka, in seveda z osredotočenim primerjanjem škratov med sabo otroci urijo to svojo sposobnost osredotočanja in pa natančnosti. Šesta naloga je jezikovna vaja. Kot vemo, imajo otroci zelo radi rime in se jih tudi zelo hitro zapomnijo. Poleg tega pa dobijo občutek za ritem in metrum same naravne govorice in pa seveda potem tudi rimane govorice. Sedma naloga uri otrokovo sposobnost osredotočanja in natančnega opazovanja s temle luštnim labirintom. Osma naloga je v bistvu pomembna za prepoznavanje čustvovanja in razpoloženja, kar je seveda pomembno, kot sem tudi že večkrat povedala, za prepoznavanje lastnih čustev in občutkov. To je na splošno pomembno za razvoj čustvene inteligence in mislim, da so te zadeve kar precej pomembne. Deveta naloga potem vabi k izmišljevanju in predstavljanju. Torej, mi si v projektu Naša mala knjižnica zares zelo želimo, da bi otroci pogumno pristopili k knjigam, k ustvarjanju, da ne bi imeli občutka, da lahko karkoli naredijo narobe, ampak da se pač prepustijo svobodni igri domišljije in na vsak način bodo s tem bogato nagrajeni. Potem je seveda tudi tule nagradna naloga, ki vas vabi k ustvarjanju škratje povorke. Vabljeni torej, da nam pošljete vašo fotografijo in si prislužite knjižno nagrado. Smo pa prejeli tudi že strani vrtcev, kar ne bi mogla vseh niti vključiti, ker je toliko škratov nastalo res predvsem v decembru, ko so morda škratje še toliko bolj aktualni tudi zaradi decembrskih dobrih mož, ampak v resnici takšne krasne stvari so nastajale, da mi enostavno postane kar toplo pri srcu, ko tole gledam. Tako, zdaj bi se vam pa za konec zahvalila za pozornost. Upam, da vam je bila tale predstavitev všeč. Seveda bomo veseli kakršnihkoli povratnih informacij. Vabljeni tudi k udeležbi na predstavitvi naslednjih dveh slikanic, ki se bo tam nekje čez kak mesec ali pol verjetno zgodila. O vsem boste seveda obveščeni preko naših rednih obveščevalnikov. Sicer pa bi vas kar tudi zdajle povabila, če imate, seveda sem še nekaj pozabila. Z nami je, kot rečeno, tudi Katja Kac, kolegica, ki je zdaj zadolžena za mednarodni del tega projekta, pa bi morda še Katjo povabila, da pove nekaj besed čisto o tem, kako bo tale projekt zdaj zrastel še čez domače okvire oziroma ponovno zrastel čez domače okvire. O tem zgolj par besed. Katja, bi te kar prosila. Tako, zdrav. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani.
Zelo me veseli ta predstavitev, zelo me veseli tudi predstavitev dejanskega dela v vrtcih. Ta nas mislim, da še posebej navdušuje in navdihuje. Pa Alenka, tudi ti si zelo fino povedala in v bistvu že zaključila, zato bom jaz čisto kratka. Kot že rečeno, veseli smo, da projekt Naša mala knjižnica zelo lepo in aktivno živi v šolskih klopeh slovenskih osnovnih šolcev in vrtčevskih otrok. Se pa v naslednjem šolskem letu širi še v 6 tujih držav. Z nami bodo ponovno Hrvaška, Estonija in Poljska. Čisto na novo pa se nam pridružuje še Italija, Grčija in pa Makedonija. In verjamem, no, da bo tudi pri njih projekt zaživel v taki meri, kot je zaživel pri nas. Posebej veseli smo, da dobivamo dobre odzive od projektnih partnerjev iz držav, ki so v naši mali knjižnici že sodelovali in sodelujejo. Mogoče je tukaj specifična predvsem Hrvaška, kjer sodelujejo že dobrih 5 let in v bistvu sama hrvaška založba je začela projekt predvsem v vrtcih. In ko so oni navdušeno razlagali, kako sam projekt poteka pri njih in v vrtcih, smo se tudi mi malce bolj opogumili in ga razširili in veseli smo, da je letos z nami takšno število vrtcev, kot vas je. Mogoče na kratko toliko, morda v naslednjem srečanju še kaj več. Zaenkrat pa hvala z moje strani in se veselimo ustvarjanja v prihodnje. Katja, hvala. Zdaj pa morda, če ima še kdo od udeležencev kakršnokoli vprašanje, si lahko vključi mikrofon in ga kar zastavi, sicer pa smo kot vedno na voljo preko elektronske pošte ali po telefonu. Torej, če je kakšno vprašanje, kar lepo vabljeni. Dobro, mislim, da zaenkrat ni. Kot rečeno, no, pa po elektronski pošti je morda tudi lažje in se kar oglasite, če imate kakršnakoli vprašanja, dileme, bi potrebovali kakšen nasvet glede knjig ali vpeljave projekte v vaš vrtec ali kakorkoli naprej. Sicer pa se vam najlepše zahvaljujem in se vidimo prihodnjič. Najlepša hvala.